V 25. krogu je v Ljudskem vrtu gostovala ekipa Brava in se prvič v zgodovini dvobojev z Mariborom veselila zmage in 3 točk. A že v 5. minuti je bila lepa priložnost za Maribor. Krecu je podal iz desne, Viler iz 20 metrov s pravo bombo, Vekić pa je bil na mestu. V 7. minuti še ena lepa akcija Maribora, podal je Mešanović, zaključil Kronaveter, a za las mimo leve vratnice. V 13. minuti pa 11-metrovka za Bravo. Baturina je bil v prodoru, Koblar je napravil prekršek in Žinko je minuto kasneje popeljal Bravo v vodstvo z 1-0. V 22. minuti še ena priložnost za goste, najprej je Kramarić zagrozil z udarcem po tleh, po odbitku pa je Ogrinec streljal preko. V 28. minuti pa še dodatna smola za Maribor. Dvoboj Koblar-Baturina, ponovno prekršek, drugi rumeni karton in vijoličasti so ostali brez nogometaša. V 34. minuti je dobro streljal Rudi, iz 20 metrov je bil vratar Vekić ponovno na mestu. V 41. minuti pa že 2-0. Iz proti napada, ko je lepo podal v prazen prostor Kramarić, je bil Baturina hitrejši od branilcev in premagal Pirića. In 2-0 je bil tudi rezultat polčasa. V drugem polčasu smo videli igro predvsem na sredini. Maribor je imel sicer več žogov v svojih nogah, a z igralcem manj bil tudi manj nevaren. Še najbližje znižanju vodstva je bil Maribor v 66. minuti, ko je Viler zaključil po dvojni podaji s Kronavetrom, silovito, vendar v prečko. No, v 90. minuti pa le zadetek za Maribor. Kdo drug kot Marcos Tavares, vendar Mariboru manj kot znižati vodstva Brava ni uspelo. Na koncu torej zmaga za goste z 2-1. A tekma je imela tudi tretji polčas. Na tiskovni konferenci je Darko Milanič podal svojo odstopno izjavo in ni več trener Maribora. Ja, ko ti ne gre, ne vem, to je ta tekma. Na začetku se ti zgodi to, da naša neumnost, da ti izključijo igralca. In pol je težko, še s penala dobimo gol, pa pol še enega na hitro, je težko pol se vrniti, v drugi polčas smo se pol mučili, škoda, ki ni prišel malo prej ta zadetek, da bi pa imeli še možnosti obrniti tekmo, ampak je kar je, dvigniti glave, stopiti skupaj in naprej.